Dober večer, hvala lepa, ker ste se zbrali v takem lepem številu. Torej, pozdravljamo doktorico Svetlano Slapšak v mestu Kramnjo, dobrodošli v mesto pridnih, poštenih, varčnih ljudi in Branka Grimsa. Torej, na kratko predstavitev, ampak problem je, da pri vas je redko kaj kratko, ker ste tako produktivni. Svetlana Slapšak, znanstvenica, kritičarka, prevajalka, antropologinja in plodovita publicistka, doktorica antičnih študij, potem pa še humanistka, angažirana intelektualka, borka za človekove pravice, feministka, kuharica, disidentka, profesorica, prejemnica številnih domačih in mednarodnih nagrad ter ne nazadnje ljubiteljica živali, še posebej mačk. Ni še konc. Avtorica številnih del, več kot 50 knjig z področja antropologije, lingvistike, klasičnih študij spola, balkanologije in komparativistike. Je prodorna, odločna, nepopustljiva, za svoje dejavnosti je pogosto plačala visoko ceno, torej objavila prek 50 knjig, 400 znanstvenih študij, prek 1000 esejev, prevaja iz latinščine, stare nove grščine, francoščine in angleščine, pa tudi slovenščino, srbščino. Pa tudi nazaj? Ja, tudi to. Tega še niso prijavili. Piše kolumne za Večer, urednica številnih literarnih revij, med drugim satiričnega časopisa Front Sisterion, ki je bil prepovedan že s prvo številko, njej pa so vzeli potni list. Zadnjo nagrado, ali pa eno zadnjih, težko biti ažuriran, je prejela za roman Istomesečniki, ki je išel letos pri nas, torej prevod iz srbščine. To je bila nagrada Zlata sončnica za najboljšo srbsko leposlovno knjigo 2016. Pri vsem tem, pa spustil sem večino, pri vsem tem lahko vas vprašam, kaj se dogaja z vami, da niste bili neka Wonder Woman, superjunakinja, ki obsedeno piše in dela in toliko stvari obvlada, ali kaj? Ja, obsedenost priznam nikaj, ne moram negirati, ampak je ta Wonder Woman pač proizvod tega, da so me po ZUJF-u upokojili z izjemno majhno pensijo in pa me pač tudi vrgli z dela in sem ostala z darilom, ki ga sploh nisem pričakovala, in to je čas. Dobila sem ogromno tega. Predtem sem, ko izračunam recimo, koliko sem imela dela kot dekanja, kot profesorica, kot mentorica, predavanja, administracije, evropski projekti, domača birokracija in vse ostalo, to je pa res bilo čisto neverjetno, kar naenkrat se zbudim in lahko nadaljujem spanje. Tako da sem prvo odkrila Lenovo, ki je perfektna, ki se bežno spomnim iz zgodnje mladosti in iz otroštva, in pa sem pa imela Lenovo in vse drugo, kar sem hotela, razen denarja, tako da je kar lepo pasalo. V teh podnaslovih mojih se jaz malo poduhovičim, da zajavim bistvo. Pri Marcelu sem imel renesančni mož, pri vas pa ta Fandor svobode. Sem predvsem izmišljal, kako da vas naslovim, pa ta naslov Fandor svobode je Bonjelov film iz leta 1974, se mi zdi, da vas predvsem dobro označuje vse te silne raznorodne dejavnosti, ki se jih posvečate. Torej, zdi se mi, da lovite to svobodo, da je to neki skupni imenovalec vsega, je pa težko, ker je težko vljubljiva zadeva je svoboda. Predvsem je težko definirana, kaj je svoboda. Osebna svoboda, ki jo zdaj imamo, brez težav, ukvarjamo se z jogo, astrologijo, kuhanjem, nakupom, tekom čez samopostrežbe, kjer so akcija, vse so te svobode imamo, res. Ni da nije. Problem je v tem, da ta osebna svoboda danes in ta osebni užitek, ki si ga privoščijo tisti z minimumom ali pa malce več denarja, ostali pa res ne, bi nekako bil program, za katerega ta svet, v katerem živimo, misli, da zadoščuje za človeka, pa ne, sigurno ne. In problem je predvsem, jaz ga vidim predvsem v množični odsotnosti branja.
vsega, ne samo branja knjig, ampak branja stripov, branja resnih časopisov, branja enciklopedij, branja filmov. Branje filmov je zelo, zelo pomembno. Tako da vi tukaj imate košček kraje, kot vidimo, ne? Imate filmoteko, imate biblioteko glasbe, imate knjige, moj bog, jaz bi tukaj lahko živela celo življenje. Kombinacija na stran, ampak res je ena zadeva in to je, da je Evropska skupnost in pa Slovenija skupaj sta izvedli skriti plan, ki danes se obrestuje s tem, da smo vsi pravzaprav usmerjeni proti določenem idiotizmu in to je manjko humanistike, ne? Od osnovne šole pa naprej. To je vse ukinjeno in zdaj pa nam hočejo umestiti vsekakor nekaj, kar se imenuje veščine. Saj ni potrebno, da študiraš, ni potrebno nič drugega, ampak da se eno veščino pošnašo in to je kar dovolj za zaslužek. In ministrica, bodoča morda, ne daj Bog, ministrica zdravstva ali znanosti je pred določenim času, jaz sem od tistih popolnoma perverznih tipov, ki gledajo Nova 24 TV. Morda bo rezultat neka študija, ne vem, za zdaj je samo sovraštvo. Kakorkoli že je ta bodoča ministrica, ki drugače vodi zelo, zelo pomembno parlamentarno komisijo za žice, arterijske žice, ne vem, če poznate. Namesto, da bi imeli parlamentarno komisijo za revščino, imamo parlamentarno komisijo za žice, kar se nekomu zazdelo, da bolnišnice preveč daje denarja. Kakorkoli že, ona je izjavila, drugače profesorica fizike v srednji šoli in je izjavila, da saj ni pomembno, da se učenci sprijaznijo s teorijo gravitacije, za Boga miloga. Naj gredo v naravo, pa se bodo vsega naučili. O čem mi govorimo? Kje mi živimo? Da v srednji šoli mladi ne smejo se učiti gravitacije, ampak naj se naučijo kakšne veščine. To je pa res konc sveta, oprostite. In tu mislim, da je glavni problem, ne? Ta občutek za humanistiko, za vrednoto, humanistike, ne za vrednote, tako imenovano, to je pač nekaj, kar smo popolnoma izgubili. Tu vidim res največji problem. Greva malo nazaj v čas v vaše delovanje v Beogradu v 80-ih letih. Torej, že takrat vas je oblast nadzirala, večkrat odvzela pasoš, odpuščala in skratka ste imeli težave pač, ne, še od zgodnjih študentskih let. Ne. Zanima me, če lahko več poveste o tem in ali ste imeli več težav s to rigidno socialistično oblastjo ali z poznejšo nacionalistično Miloševićevsko. Kjer so vas bolj sovražili oziroma s katerim ste imeli več težav? Ja, terminalno so me sovražili nacionalisti. A ja? Ja, res. To je pa sovraštvo, ki enostavno se nikoli ne konča, če si nacionalist, potem je. In v 80 letih, v drugi polovici 80 let, sem v Beogradu izgubljala prijatelje v ritmu 3 na teden, kar so čez noč se odločili, da bodo postali nacionalisti, ker jim je to odgovarjalo, ne? Materialno odgovarjalo, da sploh ni iluzij, zakaj je šlo, ne? In so pač odhajali, jaz sem zelo kratko sem imela te pogovore z njimi, moj mož pa je zelo trpel, ker je bil nekako, zelo imel rad ta beograjski šarm, ne? Šmek, ja, kakorkoli že, vsekakor izgubil precej več časa kot jaz. Meni je bil dovolj telefonski pogovor in potem pravim z Bogom in konc. On je pa moral celo noč presedeti in prekivati s prijatelji, ki so pač svojo dušo odkrili in na koncu po tretji flaši viskija izjavili, ne morem, to je v moji krvi. In potem je pa res konec, ko intelektualca poslušaš, da je to v njegovi krvi, pa res praviš, čao, 84 ur naprej, ne? Človek je bral Frank Goveka, ja.
Res ni šlo, no. Vsekakor, ko sem izgubila vse prijatelje, razen zelo mehkega kroga, ki še zmeraj obstaja in ki je isti, ki se ne spreminja, potem je postalo jasno, da nimam kaj delati več. Sem imela sodni proces 88. leta, v katerem sem izgubila delo, še enkrat, zaradi tega, ker sem napisala peticijo v prid Ademu Demačiju, Albancu, ki je sedel v zaporu 29 let, 1 leto dlje od Nelsona Mandela. Zaradi tega, ker je v mladosti objavil nek leninistično-marksistični članek, mislim res. Ta naša bivša država je res imela neverjetne kriterije, zaradi tega, ker uradno ni bilo cenzure, tako da vsak imel, če mu pade na pamet nekaj, ne bo pač to sprožil kot proces, verbalni delikt, tako imenovan. Kakorkoli že, jaz sem to napisala v dogovoru z dobrim prijateljem, pokojnim Srđom Popovičem, advokatom, odvetnikom beogradskim, ki je delal za disidente praktično. In njem se je zdelo, da bo to šlo. In je res šlo. V 3 mesecih je Demači bil svoboden. Ampak mene so seveda takoj napadli na srbski televiziji, so rekli, da sem jaz, kako je bilo, lažna doktorica in vse ostalo, kar se pač pove. In potem sem izgubila delo in sem obtožena bila za krajo lastne štipendije, ki sem jo dobila. Prišla sem iz tako imenovane, kako se to imenovalo, republiška enota, nekaj takega, za znanost in sem prinesla svoj potni list in denar v njem in čez pol ure so stopili policaji v moje stanovanje, vzeli denar in me obtožili, da sem ga ukradila. No, to so že bili drugi časi, tako da sem jaz imela sodnico in 2 odvetnici posebej in te 3 ženske so seveda takoj pokazale, da proces nima nobenega smisla, skupaj s sodnico. Tožilec je odšel sojenja, sploh ni bilo, na razglasitvi osvoboditve ga ni bilo in tako naprej in sem jaz odlično šla čez to, brez kakšnekoli krivice, in potem je ta sodnica napisala dokument oziroma pismo Udbi in zahtevala moj potni list nazaj. Ona je zahtevala. Tako da je res bilo čisto drugačen čas, ampak sem ostala brez dela in to je bilo eno od najboljših let v mojem življenju. To je bil tisti Markovičev dinar, ki je veljal, jaz sem imela honorarje in so živela pravzaprav luksuz 1 leto v življenju. Eno od bolj bizarnih stvari iz tistega obdobja je, da so vas kaznovali, kaže, ker ste napisali negativno kritiko o knjigi Dobrice Čorsiča. To je bilo pozneje, to je 96, jaz sem to kritiko, ker sem, ni bila niti kritika, samo sem navedla nekaj citatov res ogromnih neumnosti, iz katerih recimo izpada, da je Platon mislil nekaj o Srbiji, pa da obstaja antični filozof, ki se imenuje Demokrat. In cela serija totalnih neumnosti, kakorkoli že, to mi je 6 mesecev je čakalo v časopisu Vreme in potem je objavljeno, ampak v pismih bralcev, ne kot članek, ampak pisma bralcev, različni norci pišejo, pa tudi jaz, ne? Ampak 96. leta, 10 let pozneje, je Društvo književnikov Srbije, kjer sem bila članica in tudi predsednica odbora za svobodo izražanja, so me vrgli ven z obrazložitvijo in res, ta dokument obstaja, zaradi tega, ker sem pisala negativne kritike dela Dobrice Čorsič. No, k njemu se bomo še vrnili, pozneje v tej zadnji knjigi nastopa na en način. Ker ste omenili prej tole peticijo za Adema Demačija, ne? Takrat v 80-ih je bilo kar dosti teh peticij, ne? Za Šešlja, za Alija Izetbegoviča, za Tuđmana, 2-krat ste podpisali celo za Janeza Janšo. Ne podpisala, napisala. Napisala? A ja, to ste bili? No, to so zdaj, vem, da je bil tudi Dobroslav Paraga, recimo, se je takrat po mladini motovilo, ne? To so bili ljudje, ki so bili nekako disidenti, ne? Ki so bili, dokler se je na njih izvajal pritisk, dokler so bili v nemilosti državnega aparata, so bili simpatični, pogumni, pronicljivi, skratka, si navijo za njih, ne? Potem pa, ko se je zadeva obrnila, ko so prišli na oblast, ko so oni zavohali kri, moči, slast
Potem se bom rekel, pokazal svoj pravi obraz in se precej spremenil. Ne? A kako vi zdaj gledate na to dejavnost vašo? A vam je kaj narobe, da ste za te ljudi? Absolutno ne. Vse so bili žrtve v tem trenutku. V tem trenutku so bili, ja. Ampak, ok, v celotni sliki Vsi so bili pošasti, večina njih je postala pošast. Ja. Recimo za Šešelja sem točno vedela, da bo to pošast. Janša je prišel v Beograd, da bi se srečal z mano, pa z Vladom Janovićem, ki je bil stari, gverilski šef disidence študentske. Prav smislu, da bi podporo od vas dobil? Ja, da bi iskal podporo in smo mu seveda dali podporo, ki imeli kar nekaj sestankov, javnih izjav, vse sorte smo pač. Veste, to je bilo obdobje, ko je Slovenija bila izjemno popularna v Beogradu in ko ste pravzaprav na vsakem kiosku v Beogradu lahko kupili Mladino, ki so brali v slovenščini, ni bil noben problem. In recimo, moji prijatelji so pač, zahvaljujoč meni, in Božidarju prevzeli nekaj slovenskih besed, ki so ušli v urbani govor, tako da se za obleko se reklo obleka slovensko, pa se za svilo reklo surova svila, po slovensko, pa surovo maslo, pa vse zato, to je bil del tega urbanega zavitlavanja. In politika je, ne bi verjeli, politika je objavljala kurs slovenščine. In take reči. To je pa res bilo neko obdobje, v katerem so vsi mislili, da je Slovenija avantgarda in da bomo vsi po poti Slovenije, da bomo pač te združili avantgardo, disidente in vse ostalo in da bomo nekaj uspeli. Nažalost se ni tako zgodilo. Ali na srečo. Ampak dovolite, da podvomam, mislim, da še zmeraj obstaja ta večina Srbija, ki je tradicionalistična, ki ni bila glih naklonjena takim rečem, kot so demokracija, svoboda govora, človekove pravice. Ne bi verjeli, provincija je bila tudi čisto drugačna v nekaterih obdobjih. In jaz mislim, da je tisto, kar se je zgodilo v Srbiji, dve zadeve. Eno je neverjetna revščina in drugo je pa popolna odsotnost odgovornosti in premišljevanja o krivici. To je tisto, kar je res ubilo. Kar je revščina in to skupaj res ubijeta narod. To nikaj. A mislite, da bo kdaj se lahko soočila Srbija sama sabo s tem, kar je naredila s tem svojimi? Vse to, ta krog, s katerim sem jaz ostala v dobrih odnosih, to dela od leta 1991. Ja. Vse so prižgali sveče za vse žrtve vojne, pa potem za Bosno so se zalagali, pa predtem za Dubrovnika, pa vse, kar se dogajalo, ampak... In veste, kaj je največja hinavščina? To, da je, ko je bilo sojenje v Hagu zaradi reparacij Srbije, ki bi jih morali izplačati Bosni, in seveda bi bile ogromne in popolnoma upravičene, je sicer moj stari profesor iz 68. leta, znani Dragoljub Mićunović, ki je bil član, mislim, da je Demokratska stranka, in je bil priča v Hagu. In je v Hagu pravzaprav pojasnil, da je v Srbiji obstajala mirovnjaška kultura, da so obstajali uporniki, ki so bili zoper Milošević, recimo ženske v črnem, pa vsa razna gibanja. In je to ponudil kot argument in res je Srbija dobila in ni morala izplačati reparacije Bosni. To pa višak, da izkoriščaš tiste, ki so od začetka bili odgovorni in so vedeli, kaj se dogaja, kot argument, da pač ne plačajo. To je pa res grozljivo, moram priznati. Ampak na drugi strani pa premislimo o pameti haških sodnikov, ki tega niso videli. No, ta proces v bistvu prepuščamo Srbiji in njenim državljanom. To je nekaj, kar mora vsak sam narediti, to je nekaj, kar je, recimo, Feral Tribune, novinari, ki so jim rekli, pa zakaj samo v naših zločinih hrvaških pišete, da ste vi normalni, pa vi uslugo delate unim, je rekel ta Dežulović, kdorkoli že, Ivančič, nočem, da se to počne v mojem imenu in nočem, da ko se zgodi, da jaz grem čez to in da sem tih. In zato bom do zadnjega in moja naloga je, da mojim govorim pač to, kar ni dobro in do zadnjega bom to počel, z njihovimi grehi pa ne so oni zaprtavajo. Ja, točno to. Dogaja se pa ravno obratno, vsak tuje grehe. Seveda, v Beogradu se spomnim, recimo, ko je bilo bombardiranje, ameriško oziroma NATO bombardiranje, smo na eni strani Slovenije takoj telefonirali prijateljem, da vedo, kar smo slišali avione, ki so iz aviona šli. A na drugi strani pa moram priznati, druge rešitve ni bilo.
Milošević nikoli ne bi padal, če ne bi bilo neke zelo hitre, zelo ogabne, res, ampak zelo efikasne akcije. Ne bi padal. Ne? Tisti pogovori v Kumanovu so bili posledica tega, kar se je zgodilo. Ne? S tem, da je on seveda izval vojno na Kosovo, ne? Ki je odnesla ne vemo koliko življenj do danes. Ne? Tako da, kar se tega tiče, je ta, če hočete, sovraštvo na tiste, ki mislijo drugače od večine Srbov, še danes tako močno, da. Torej, a ste se vi v Slovenijo preselili zaradi sovraštva ali zaradi ljubezni? Oboje. Samo skrajno čustvo. Oboževala sem nacionaliste in sovražila svojega soproga. In nacionaliste so vas imeli zelo radi, ne? Absolutno, še danes je. Obožujejo vas, vi ste njihova zvezda. Ne, veste kaj, jaz sem v Ljubljano, oziroma v Slovenijo, sploh prišla prvič 74. leta. Midva sva se spoznala v Atenah in ni bilo povsem sigurno, da bo atenska afera se nadaljevala, ne? Ampak potem v nekem trenutku me povabil v Ljubljano in zelo uradno z kitico Vresa zaprosijo, ne? In jaz sem, mislim, da je bilo na Miklošičevi ulici, ampak na katerem vogalu se še zmeraj kregava. In sem rekla, ja, no, zakaj pa ne. In so potem živela z dodatno dnevno sobo, so imela neko sobico v Ljubljani in moje stanovanje v Beogradu in pa dnevno sobo na poslovnem vlaku Sava Express. In so potovala, nomadsko življenje, kaj pa, to pa res ni nič posebnega. Bratstvo je edinstvo, ne? Bratstvo in edinstvo. In potem 91. ko so se, mislim, to je bilo res noro, midva greva na konferenco v Atene, jesen 91. leta, to je pa res bila nora ideja, ampak sva šla in potem sva se vozila nazaj za tankom, katerega cel je direktno na nas bila uperjen. In sva prišla v Beograd in je postalo popolnoma jasno, da jaz nimam več kaj iskati tukaj v Beogradu, da pač lahko se posvetim življenju, zelo kompliciranim življenju mirovnjaškega gibanja in ostalo in jaz sem tukaj v tem trenutku zelo sebično se odločila, da grem s svojim soprogom v Ljubljano. V tem trenutku v Beogradu so mi telefonirali na radio, so me razglasili za največjo, nekoga, ki največ sovraži vse srbsko. Tako da sem jaz bila zelo ponosna, moj Boga, sem res tako dobra, da so mi to krono dali. In potem seveda s to krono na glavi midva greva čez Madžarsko, nekako so uspela, da može ne mobilizirajo na meji v Subotici. Sva posebej iskala prehod, ker je oficir bil najbolj pijan. In so nekako uspela. In prideva na mejo Slovenije, in zdaj pa nisem več okronan in sovražnik vsega srpskega, ampak sem neka Srbkinja. To pa ni bilo prijetno, ampak je bilo koristno. Za ego, seveda koristno. No in potem, potem sem ostala v Sloveniji in potem so bili precejšnje težave. Ampak en detalj je pravzaprav zanimivo, ko je prišlo do tega, da so nekateri državljani te države bili izbrisani. In jaz sem se tega, dobila sem idejo o tem, ker so pred mano v vrsti na Mačkovi nekomu enostavno preluknjali vse dokumente. In sem se zavedala, kaj se dogaja. In potem, jaz sem pa iskala državljanstvo. In to ne na osnovi zakonske zveze, ampak na osnovi mojih zaslug. Precej pretenciozno, kakorkoli že. Sem jaz pisala različnim ljudem, recimo Igoru Bavčarju, ki je bil moj disidentski kolega, skupaj sva sedela v odboru in tako naprej in tako naprej. In dobila eno zelo enigmatično pismo, ki sva ga z možem še leta pozneje pravzaprav zastopala. Kaj je v tem enigmatičnem pismu Bavčar napisal? Pravzaprav, da mu je žal, da me ne more kot izbrisano vreči ven. Jaz nisem imela bivanje v Ljubljani, nisem bila državljanka, torej ni imel nobene osnove.
Tako da ja, saj sem ostala, več kot 1 leto sem ostala v nezakonskem položaju, ker nisem imela državljanstva, ničesar nisem imela, no, kakorkoli. Potem v 3. poskusu sem dobila državljanstvo po nekaj. Skratka, malo se je Slovenija spremenila v tistih obetavnih 80 let. Ni mogoče dežela meda in mleka, kot je izgledala na prvi pogled. Ne, absolutno. To so bili prvi šoki, te nacionalistični izpadi, kako so me imenovali, ker seveda jaz popolnoma razumem, ne? Jaz pridem v Slovenijo po vojni in tu je kar nekaj ljudi, Slovencev, ki so bili na drugih položajih, recimo profesori na Hrvaškem in ostalo, ki zdaj iščejo položaje, ne? In seveda, socialistična mentaliteta je, če hočeš položaj in si v stranki, seveda si pač dobro plasiran, potem pa ponudiš glavo drugoga. To je osnovna cena za uspeh, ne? Se vam je Janez Janša kdaj zahvalil za podporo? O, ne, seveda ne. Tako tudi, to smo tudi pričakovali. Ne vem, zakaj bi se zahvalil, vse on je postal veliki politik in vse ostalo. Ampak, ko je Vladan Janovič pred kakšnimi 10 leti prišel v Ljubljano, človek je namreč ostal brez vseh dokumentov, on je 3-krat bil v zaporu. Vsakič, ko bi bila neka akcija politična, bi Vladan Janovič aretirali, ne? In ni imel potnega lista, ni imel nobenih dokumentov, živel je v Ameriki 15 let brez dokumentov. To so Kirilci, ne, to je pa prav. In je prišel v Slovenijo, da bi zaprosil, to je bilo v času vlade Janeza Janše, in ga je prosil za pomoč oziroma državljanstvo in seveda tega ni hotel niti sprejeti. Tako da, normalno, no. Vse je ne. Ok, ne bom komentiral. Greva na novo temo, oziroma ste že dali na stavku kje ste se spoznali z možem v Atenah, ja. V Atenah. Torej, antiki. Če me zanima, kako? Povejte. Ja, to je bilo 31. januarja. To je bilo. To je bilo novo leto, ne? Ne, ni bilo 31. januarja. In sem jaz imela zakazano nek tulum oziroma žur s svojimi kolegi iz kurza grščine in tam so bili tudi nekateri moji oboževalci v tem času. In to je bila mednarodna, Sirijci, Palestinci, Angleži, Japonci, vse sorte je bilo, Argentinke, vse sorte je bilo. Jaz sem pravkar odhajala, ko me je poklical gospod, rekel, da je novi štipendist in da se morajo videti mi Jugoslavija. In sem zgubila parti. Kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi odšla na tisti parti, da bi danes zelo bogato živela v Bejrutu. Kakorkoli že, in potem sva se našla v centru Aten, pod Sintarmu v enem kafeju. In mi ni povedal, kako izgleda, niti jaz njemu nisem, ampak ko sem prišla v kafe, je bilo popolnoma jasno, med mnogimi črnimi Grki je bil nek blondinec. In sva se sovražila, precej sva se sovražila, dolg čas sva se sovražila, ker on je arheolog, jaz sem klasična filologinja in to je bilo samo tekmovanje. To so tako najbolj obetavne zveze, ne? Ko sem jaz hotela študirati v Beogradu, je moja mati vprašala svojega prijatelja, profesora arheologije, ali naj se vpišem na arheologijo ali na klasično filologijo, ker to je bila moja dilema, razen filmske režije. In je ta profesor arheologije rekel, mora iti na klasično filologijo, arheologi so glupi. Gospod Božitar, da ne bomo sam govorili o vas, a imate nekaj se pripomnite ali pa dopolnite? A se strinjate s tem izrečenim? S tem zadnjim, absolutno. Z vsem se strinjate? Kar je bilo rečeno, se z vsem strinjate? Ja ne, imel bi za dodati samo to, da sem smatral kot svoj ogromen uspeh, ne, da mi je uspelo pač v silni konkurenci v tistem trenutku biti na svoja strani. To je enostavno. Vmes so tudi Ira, ne, člani Ire, so palestinski, kaj že, črni september. To so bili teroristi. Ja, bil je lepi zgodno.
so polkovniki, to je bila diktatura, to je bil konec diktature v Grčiji, ne? In so polkovniki pripeljali pravzaprav res cvet svetovnega terorizma, pravzaprav, ne? In podobnih, da bi malce Amerikancem pokazali, kako močni so. In sem jaz v tem oddelku, kjer smo učili grščino, imela Argentinko Tupamarosa, s njom se tudi živela v stanovanju, pripadnika IRE, 5 Palestincev, ki so bili v Črnem septembru in enega Japonca, ki je bil v Črnem septembru. In recimo, Kako je on tam počel? to je bila zelo močna veja. Absolutno, Japonci so bili izjemno. Smešno, mislim, žalostno, da se smemo terorizmom, ni smešno. Ja, in pa recimo leto pozneje, ko je bila tista znana afera, da so na letališču v Rimu pobili kar ne vem koliko ljudi in potem so ukradli letalo in grozili, da bodo Partenon zrušili, ne z letalo. In potem, ko so se dogovorili in so jih Grki pravzaprav pustili, ne, so bile fotografije in to so vse bili moji kolegi. Če za hip pustiva mednarodni terorizem, pa se vrneva k Božidarju, kdaj ste pogruntali, da to sovraštvo ni sovraštvo, ampak da so v bistvu zadnje skrivali ljubezen? Bila je pomlad. Dobro. Gremo naprej v Grčijo, čeprav me bo... Mi neko resno debato gledati, se čeprav me bo informacijska pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov sigurno za ušesa, bom izdal vaše osebne podatke, oziroma ste jih sami, ne? Rekli ste, da je vaše stalno prebivališče Stara Grčija, vi pa, da ste stari 8000 let. Kako nekako. In tako se. Ja, veste kaj, to je, ko enkrat se človek odloči in res hoče študirati klasično filologijo, to pa je rajsko naselje. Ker pravzaprav, ko študirate klasično filologijo in sploh, če se učite latinščine in grščine, se odpira en svet, v katerem je vse. Ni nečesa, kar manjka. Vse znanosti, od matematike, trdne znanosti, kemije, vse do najboljše literature, ki je kdajkoli napisana, ne? Vse to pa podobe, pa dogodki. In pravzaprav, ko ste v klasični filologiji in poznate nekaj tekstov, ne ogromno seveda, je vse, kar se dogaja v življenju, posebej v politiki, nekaj, kar ste že prebrali. To je tisto, kar je dragoceno, kar res razumete, kaj se dogaja. To je čisto neverjeten občutek. In jaz popolnoma razumem krščansko zahodno civilizacijo, ki si je izmislila ta obrnjeni koledar. A veste, da pač gre nazaj od Kristovega rojstva, gre vse nazaj. Morate računati nazaj. To pa je efekt zrcala, pravzaprav. Na kakšen način gre nazaj, ne razumem? Ja, recimo, prvo stoletje pred našim štetjem. In to, kar je manj, vse gre nazaj. Vse v minusu. In ta ideja minusa, ta ideja zrcala je tako dragocena, ker vam pravzaprav daje možnost, da vidite, da prihodnost pravzaprav neko citiranje preteklosti v nekem trenutku, ne? In vas pravzaprav izpolni upanje. Na antiko pa mite, pa učenje, zgodbe se v današnjem času v zadnjih 100 let nekako pozablja, ne? Zakaj pa kaj bi nam pomenilo, torej deloma ste že govorili, kaj bi nam pomenilo, če bi jih osveževali oziroma se obadali z njimi, ne? Ampak so nekako izginali, ne? Ja, izginuli so pravi zaradi politike, ampak recimo samo en primer, kako je opisan fenomen, ki bi nam v tem trenutku zelo dobro prišel, ne? In to je iste Sokratove obrambe oziroma zagovora, kjer Platon piše o tem, da v nekem trenutku Sokrat opisuje državljanom, ki so v sodnem prostoru, praktično vsi državljani, in pojasnjuje, kakšna je njegova funkcija bila v demokraciji, to je neposredna demokracija, ne? Pravi, jaz sem obad. To je tista živalca, ki spodbuja konja, demokracijo, ki je lep, bel, velik, ampak lenoba.
In mora obstajati posameznik, ki nekaj vidi. V špiči tam, kjer je potrebno. Ne? Ta funkcija je prav, ni izgubljena, je takih komentatorjev, je takih ljudi, politikov pa nažalost ni takih. Nekaj o tem smo prebrali tudi v vaši knjigi, ki je šla lani, Antična mitologija. Torej, gre za izraz, ki ste ga vi že v 80-ih letih lansirali in se je zdaj prijel. Ne? Kaj pravzaprav pomeni mitologija? Tukaj je zdaj za metodologija? Ne, ampak je pravzaprav konstrukcija ista. Gre za to, da mitos je grška beseda. Oziroma, kakšna razlika med mitologijo pa mitologijo? Mitologija je govor, znanost, razpletanje mitov. Mitologija pa je ergon in ergazome, to so pač delo in delam, ne grške besede, pomenijo res fizično manipulacijo z rokami, nekaj delati, ne? In pa mitologija je delanje z miti, se pravi prepravljanje mitov, variacije mitov, neka stabilna ena verzija enega mita ne obstaja. Mi pač smo naklonjeni temu, da imamo neke interpretacije, ki so recimo odvisne od nemških avtorjev, ki so to interpretirali, recimo Gustav Schwab, ne? Ki je bil duhovnik in je seveda zelo cenzuriral grško mitologijo, ker so vsi vsakega in tako naprej. In je to bila knjiga za dečke pravzaprav. In še danes se daje kot knjiga za dečke in je neverjetno sveža in prijetna za branje. Ampak mitologija, to je ena oblika mitologije, to, kar je Schwab naredil. Ne? Torej, vsakdanje pripovedanje mitov, vsakdanje interpretacije, vsakdanje izmišljanje novih variant, popravljanje, vse to je mitologija in to se v knjigi dogajalo. Ni knjige, ki bi imela mites. Je nekaj katalogov, je nekaj dobrih zbornikov, antičnih zbornikov, je nekaj dobre poezije, ki recimo klasificira mite, ampak v celoti je mit bil popolnoma svoboden prostor, imaginarij za vsakega, vsakega je lahko uporabljal in to je totalna razlika. To je na drugi strani kozmosa od propisajočih tekstov oziroma od Biblije. Ne? Z mitom delaš, kar hočeš, to je prostor svobode. In zaradi tega ni bilo pomembno to. Torej, če rabim v določenem trenutku kakšen mit, ki za kakršnekoli potrebe, politične ali kaj, se ga lahko naročim in mi ga izdelajo. Absolutno. Ja, točno tako so delali. Recimo v 4. stoletju pred našim štetjem, potem, ko je Aleksandar Veliki uničil demokracijo, ne, in so nastale mehne monarhije in tako naprej, kneževine in tako naprej, je profesija mitografa postala zelo vnosna. To je, da pač nekdo, ki zna pisati, ki ima nekaj imaginacije in tako naprej, pride v neko mesto na koncu sveta, antičnega sveta, in napiše mit, ki se nanaša na družino vladarja. Ne? In to je običajno tako, da nek antični junak ali bog, najbolj zaželjena sta seveda Zeus in Herakle, pač sta šla po pokrajini in sta prišla na to mesto in sta posilila lokalno nimfo, nesrečne nimfe povsod so posiljene, in potem nastane dinastija. Saj mi pridemo od Zeusa, ne? In od naše pramatere te lokalne nimfe. Na ta način so se pisali te dinastične nimfe. Za denar, da se razume. Ali je temelj zahodne evropske civilizacije antika ali Biblija? Nažalost, Biblija. Ne, veste kaj, antika bi sigurno vse do pravzaprav prve polovice 20. stoletja bila osnova, ker vse demokratične ideje, vse ateistične ideje, vse ideje svobode, kreativnosti, širine so prihajale iz antike. To ni kaj, ne? Biblija je uvedla, oziroma krščanstvo uvedlo nekaj zelo zanimivih sprememb, ki se jih pravzaprav niti ne zavedamo, čeprav so spremenili tudi naša telesa. Namreč v antiki so se vsi teksti brali na glas. Tekst ni obstajal, dokler ni bil prebran, izveden. In to vidimo recimo po rokopisih, ki so napisani v eni besedi. Ilijada od začetka do konca ena beseda. In Ilijada postane tekst šele, ko jo bere, recitira nekdo, ki pozna vsako besedo, ki pozna pomene. Ne? Torej, pomen se konstruira skupaj z človeškim glasom, z interpretacijo. No, na ta način so tudi grobni kulti, ne, se obračajo mrtvim, pravzaprav je grob nekakšen
nekakšen akustični znak, če preberete ime mrtvega, on je nazaj v svetu, spomin na njega obstaja in tako naprej. Torej, ta način sporazumevanja z glasnim govorom vsakega teksta se je spremenila, ko je prišla nova religija, oziroma prava religija, tista antična seveda ni religija, ko je prišla vera, v kateri zaradi socialnega položaja krščana, nejasno, je bila takšna, da si lahko molitev si izgovarjal v sebi. V sebi si komuniciral z Bogom. Ne na ta način, da mu se obračaš glasno pa poveš, jaz ti dam ovco, ti pa meni uredi to in to. To je bil način verovanja v antiki. Ne, zdaj se pa moliš Bogu, ki je v tebi. In to je popolnoma drugačna tehnika. Telo se je spremenilo s tem, da ne govorimo glasno več. Na kakšen način se je spremenilo? Na ta način, da imamo ločeno akcijo glave in roke, ko se piše. Recimo, ne? In pravzaprav iz te akcije glava-roka, brez govora, brez glasu, nastane pojem ženske pisave tudi. Ne? In Marguerite Duras, slavna francoska književnica, pravi, vsak, ki piše, dokler piše, je žensko. Ja, kaj je tik? Torej, vse te variante, ki smo jih mi izmislili, monolog, molitev, različni načini obračanja sebi, tok zavesti, tekoči monolog junaka v književnosti, vse to, negativni junak, vse to je bilo možno in tudi psihologija, da se razumemo. Razvoj psihologije pride s tem, da ljudje ne govorijo. Ne odkrivajo to, kar mislijo. S tem pride psihologija na tapet in postane zanimiva. Vse to se je zgodilo, torej dober delež evropske kulture je res krščanski, ni nobenega dvoma. In seveda tudi to je, da če hočete poznati evropsko umetnost, ne morete drugače kot brati Biblijo. In Biblija sama zase prelep poetski tekst. Ko se znajdemo v hotelu, v katerem je samo Biblija v predalu, kakšno uro berem, prelepa je. Tako da, kar se tega tiče, ja, seveda, ampak ne na ta način, da smo odvisni od tega. Bojim se, da ne več, ni potrebno. Še ena od ilustracij, kako je v evropski zahodni kulturi, kako se je pozabil na antiko, je to, da ste izjavili, da Zahodna Evropa ne more dojeti Euripidove Medeje, se pravi ženske, ki je zaradi maščevanja ubila svoje otroka, da ne razumejo mislim, Evropejci, mi, kdorkoli že, da ne razumemo bistvo njenega početka, da ne gre samo za maščevanje, oziroma kaj je bistvo tle. Seveda je problem v materinstvu, pojmu materinstva in mi smo dokaj obsedeni z idejo materinstva. Zgodovinsko, veste, ideja materinstva, kot dokazuje Elizabeth Badinter, se je v zahodni, oziroma emotivnega odnosa, ki je takoj izpolnil materinstvo, se je zgodilo v poznem 18. stoletju naprej. Materinski instinkt je tekst, ki je nastal v 18. stoletju in je stvoril, uredil, izmislil pravzaprav vse te občutke, ki matere in otroci med seboj imajo. Zaradi tega mi smo seveda obremenjeni s tem materinstvom in obremenjeni smo z likom Marije, ki je tako pomembna. Sicer jaz mislim, da je to ena od najbolj pomembnih ženskih likov, ki jih sploh imamo in ni samo krščanska interpretacija, ampak so tudi druge. No, v tej situaciji seveda ne razumemo, zakaj je Medeja ubila svoja sinova. Zaradi tega, da bi uničila moškega, katerega identiteta so sinovi. To je umor. In Medeja sama ne uničuje svoje materinstvo. V tragediji, to je ena od tragedij, ki ima happy end. Namreč Medeja se predtem dogovori z kraljem Aigajom in Bog sonce pošlje zmajevske kočije za Medejo in ona gre v Atene, kjer bo pač realizirala svoje obetanje kralju Aigaju. Obetala mu je, da bo on je bil brez otrok in mu je rekla, imel boš otroke, jaz ti bom uredila, da imaš otroke. Pride v Atene in seveda rojeva kralju Aigaju otroke. Torej, materinstvo ni
ogrožena, njeno materinstvo se nadaljuje. In enostavno ta kontekst, to sovraštvo do patriarhata mi večinoma nismo sposobni dojeti. In maščevanje patriarhatu bo hudo. Gremo na malo lažje teme, humor. Milan Kundera je v nekem intervjuju leta 1980 rekel, da se boji sveta, v katerem ni humorja. Kot vemo, ga v stalinizmu in nacizmu ga ni bilo, sam tam privatno se malo zaprkaval pa pil, ampak ga pač strogo resno, ne. In če damo, če skočimo v socializem, ne, ga je bilo malo več sicer, ampak v socializmu je bila pa neka taka pootročenje, ne. Vse je bilo preprosto, črno-belo, partizani Nemci, dobro, zlo, preprosto. Moralno si se ti lahko v tem svetu, v teh družbenih koordinatah si se ti lahko relativno preprosto odločil, vse je bilo jasno, vse je bilo doumljivo, ni bilo teh kompliciranih slojev, ne. Tam, če so kakšni umetniki pa celo abstraktno dobro, tiste nekaj. V glavnem, in potem se je to zakompliciralo, kakor vemo, in razrešili v to, kar imamo zdaj, ne. In v tem obdobju neoliberalizma se nam v bistvu, se mi zdi, da se nam spet dogaja to pootročenje, poenostavljanje, ne. Svet je dober, slab, mislim, že Amerikanci v filmih, pa Trump, pa že Bush je rekel, ne. Te so dobri, te so slabi, to je tako, skratka vse je kot v nekem westernu, kjer so dobri in slabi in je svet preprosto doumljiv, čeprav ni tak. Ampak ta želja po neki otroškem poenostavljanju se mi zdi zanimiva, če se strinjate ali pa pokomentirate. Vi ste očitno mlajši. Kultura vicev v bivšem socialističnem svetu je bila izjemno bogata, res. Vsi so povedali vice, ki so bili, nekateri med vici so bili genialni in pa tudi kaznivi. Jaz bom samo eno epizodo izbrala in to je avtorica, ki jo imam zelo rada, nažalost je umrla nekaj let nazaj, Judinja, ki je nekje 48. leta, bila je uspešna novinarka z dobro kariero in je Ženi Lebl se imenuje. In je Ženi Lebl s svojim ljubimcem bila v postelji in mu je povedala novi vic. In vic je glasil, da smo Jugoslovani zmagali na rotterdamski razstavi rožic, kar smo prikazali belo ljubičico, ki ima 100 kil. In je Ženi Lebl naslednje jutro, je njen ljubimec šel na policijo in so njo aretirali. In je nekaj mesecev bila v Požarevcu v Pančevu konclagerju za te rusofile, tako imenovane, ne? In potem je končala na Golem otoku, v ženskem logoru. In je tam bila 5 let. In je po 5 letih je bil tisti, ali pa po določenem številu let, je bil tisti proces, da greš pač v udbašu, ki je zate, ne? Rezerviran in potem pa priznaš svoje grehe, podpišeš in potem morda greš domov, ne? In je ona prišla na ta pogovor in so ji rekli, no, povej, kaj se ti je zgodilo, in ona je začela govoriti in ko je prišla do vica in ga povedala, se je začela režati. In se ni mogla ustaviti, enostavno se ni mogla ustaviti. In je dobila še 4 leta. In je potem šla nazaj v Beograd in po določenem številu let je šla v Izrael, ker je to bila možnost, ne? In je tam delala kot zgodovinarka in kot radiolog. Imela je dvojno profesijo. In v nekem trenutku 88. leta, če se ne motim, je Danilo Kiš, slavni pisatelj jugoslovanski, ki je bil že zelo, zelo bolan, je šel v Izrael in je srečal to žensko in je rekel, ti moraš napisati knjigo. In je ona res napisala knjigo, ki je objavljena leto po Kišovi smrti in se imenuje se Bela ljubičica.
In je, veste, to je bil naval tudi v Sloveniji književnih del, ki so govorila o Golem otoku, o teh procesih povojnih in o teh temah, ki so se odprle po Titovi smrti končno. In vse so moške zgodbe in vse so zelo tragične in zelo resne in seveda ni sploh problem v tem, da ne verjameš. Ampak potem pride ženska, ki je vse to preživela in napiše knjigo, ki je polna topline in humorja. A so res ženski logori bili drug svet? Enako mučenje, enako trpljenje, ampak ona je to drugače doživela, tako kot tudi ostale ženske. Ne? In zaradi tega še ne razumemo, zakaj recimo Solženicin, ko govori o konclagerjih v Sovjetski zvezi, pravi, ampak ženska taborišča so bila najhujša. Zakaj so bila najhujša? Zaradi tega, ker so uspele drugače živeti. In pa Dobrica Čosić, seveda, kdo druga, ne, obiskuje Goli otok in govori o tem, kako so žensko taborišče pa je bilo najhujše. Popolnoma isti besednjak. In res potem pa se sprašujete, kaj se to dogaja, kje je ta razlika bila. No, to je en dober primer, kako se reagira s smehom in humorjem, a ne se morda malce pač boljše preživi. No, zdaj ste mi dali istočnico. Preizkusili smo že vse vrste sistemov državnih, monarhija, kraljevina, diktatura, fašizem, nacizem, socializem in demokracija. In zgleda, da nobeno od teh ne funkcionira. Ne? Kaj če bi uvedel državo žensk, torej, da so ženske na vseh vodilnih položajih, od predsednika, premijerke, voditelji strank, moški bi odvzeli volilno pravico, pol čez čas bi pa zelo omejene moške kvote uvedel, ne? In skratka, ženske bi vsem odošale, a bi bili vi predsednica take države? Morda, ja, obstaja Aristofanova komedija, v kateri se to dogaja, res. A uspe? A je to nova družba? Uspe, veste, to je zelo lep primer, ta ženske v Narodni skupščini se imenuje komedija. In to je samo še ena, Aristofan jih je imel kakšni 4-5 komedij, v katerih se ukvarja z isto temo, o tem, kako ženske prevzamejo oblast. In v Lizistrati prevzamejo oblast in končajo vojno, to je cilj politične akcije, s tem, da razglasijo seksualno stavko, ne? In moški na koncu ne morejo več in pristanejo na vse. Ne? To je tako tema. Se lahko predstavljate scene v takšni komediji. Najbolj nora je ta, da soproga, ne, je tam vse so se zaprle na Akropoli in potem pa soproga ene plazi z tiste stene, to pa ni enostavno delo in pride in pravi, jaz ne morem več. In potem ona pravi, da ne sme zaradi straž, ki so povsod ženske in tako naprej. Potem končno pristane, da gre z njim v eno jamo, ne, ki je tam pod Akropolo. In potem on predtem pa poskuša tudi otrok, joka in ostalo, ne, vse sorte. In ko pridete v jamo, ona pravi, tukaj pa res neudobno, daj prinesi kakšne blazine ali nekaj takega, on pa gre dol, in prinese blazine. Potem pa ona pravi, nekaj manjka. Tukaj ni dober von, prinesi kakšna dišeča olja, pa bo vse v redu, pa dol, pa se vrne z dišečim oljem, ne ve, ni da ne more disati, dihati več. In končno, ko pride olje, blazine, vse je tukaj, on je popolnoma pripravljen, kot bi rekli, ne, in ona pravi, joj, imam takšen glavobol. To je 5. stoletje pred našim štetjem. Se pravi, ideja že preverjena, stranko žensko ustanovimo in... Ta druga komedija pa še hujša. Ženske se dogovorijo, da prevzamejo oblast, ampak ne z revolucijo, ne z nasiljem, ampak tako, da moške prepričajo, da jim dajo oblast. In to je precej kompliciran projekt, one se pripravljajo retorično, ne, sedijo skupaj in pripravljajo se, kako bodo govorili, vse vedo, kar možje doma govorijo karkoli, kaj se je dogajalo, ne. Na skupščini in potem se pripravljajo, trenirajo, da slučajno ne izgovarjajo imena boginj, pa tudi ena prinese štrikeraj, ni drugo pravi, ja si normalna, pravi, malce koristnega časa, ne. In to je točno ista scena, ki se je zgodila v Evropskem parlamentu, ko je ena zelena poslanica iz Nemčije prinesla štrikeraj v parlamentu. Pa ni smela, to je sveti čas, no, kakorkoli že. V določeni dan, ker so navajene se zgodaj, zelo zgodaj zbuditi, se one pripravijo, oblečejo moške
obleke, izgledajo kot mladeniči, pride v skupščino in zauzamejo sedišča. To je namreč princip. Kdo prvi pride, dobi mesto v skupščini ta dan. Ni poslancev, ni ničesar, to je neposredna demokracija. In zauzamejo pozicije in potem prepričujejo pač državljane, moške državljane, da je boljše predati oblast ženskam. In državljani padejo na vse. Prvič padejo na mlade moške, jih imajo zelo radi, tudi v našem parlamentu imajo zelo radi mlade moške. Posebej, če so konzervativni, to je najboljša kombinacija. Mlado, konzervativno, priljubljeno od vse. In res volijo, da se oblast preda ženskam in pridejo nazaj v svoje domove in pravijo ženskam, predali smo vam oblast. Kakšna novica. In potem pa ženske prevzamejo oblast in na zahodu literarni zgodovinarji, tudi tisti levi, z gnusom pripovedujejo oziroma pišejo o tem, kako je to obsceno, da ženske pravzaprav realizirajo komunizem. Tako imenujejo, komunistična komedija. Na drugi strani v Sovjetski zvezi pa so literati oziroma profesori, raziskovalci pisali o tem, kako je to zahodna prevara. Pravzaprav ni in Aristofan je konzervativen. Kakorkoli že, je ključna scena v tej komediji, je, ko se med mnogimi novimi zakoni je izvoljen tudi zakon, po katerem starejša ženska ima prednost pri mlademu moškemu nad mlajšo žensko. In zdaj tudi na sceni mladenič, ki pride svoji mili dragi in pod njenim oknom upija, in pa na to pride neka starka po ulici in pravi, ne, jaz imam več pravic. Potem pa pride druga, ki je še bolj uničena, ne, jaz imam več pravic in končno pride totalno uničena, stara, zelo, zelo stara ženska, ne, jaz ne. In ga raznesejo. Ta scena je res, to ni zgodovinarja književnosti, ki se ni zgražal na to sceno. Ki se meni zdi popolnoma posebej zdaj. Smisel. No, kakorkoli že, to govorim zaradi tega, ker te ideje so že obstajale. Moje prepričanje v kvote gre na drugo stran. Ne, da so kvote način, da dokažemo, da smo enaki moški in ženske, ampak so kvote dokaz, da smo enaki. Ker če po kvotah izberemo ženske, bomo izbrali slabe ženske, tako kot slabe moške. Res, nič ne garantira, da bodo ženske boljše od moških. In ni potrebno, da so boljše. Zakaj bi ženske bile boljše od moških v politiki? Vsi so enaki. Torej, to je dokaz za enakost, ki se mora priznati. Ne pa nekakšno, zdaj, ko bomo imeli kvote, bo vse boljše. Ne, ne bo boljše. Bomo imeli neumne ženske, tako kot imamo neumne moške. To ni namreč, to sploh ni problem. Torej, država žensk, veste, v zgodovini, v prazgodovini nikoli ni bilo pravega matriarhata, razen v žepih določenih družb. Tako da ne vem, kako bi se ženske obnašale v matriarhatu. Če bi se obnašale kot v Aristofanovi komediji, bi bilo odlično. Vidiš, da so moški, pa da nisem imel ravno briljantne ideje. Ampak še vedno je treba nekaj narediti, ker situacija je, kot vemo, složena. Desnica zelo dobro ve, kaj počne, levica pa kot da ne ve, ki ima rep, ki ima glavo, ki ima rit. Kot da ne ve, kaj se dogaja, ne ve, kaj hoče, ne ve, kaj je treba storiti, nima kompasa, nima nobenih. In dejansko v teh razmerah je problem. Kaj se dogaja z levico, oziroma kaj bi se moglo zgoditi z njo? Z levico bi se moralo predvsem zgoditi to, da je popolnoma odprta, da gre v velike koalicije in da dela na terenu. To je nekaj, kar so gospodiči popolnoma pozabili. Kako se dela na terenu? In naši, in evropski? Evropski so preveč stari. Slovenski imajo prednost, da so mladi. Tako da bi se morali naučiti na zgodovini komunističnih strank in delavskih gibanj, seveda, kako se to dela. Dela se v trojkah, vsaka vas mora imeti svojo trojko, kjer delujejo na tiho in mehko, kulturno, prijatelji z vsem, filantropija in vse ostalo. In šele potem, ko dobijo nekakšno zaupanje od domačih, potem pa delujejo tudi politično. Počasi, ampak to se pa res dela počasi in zelo mehko. Tega ti naši niso sposobni, oziroma ne vedo, oziroma so v debatah, ki so jih razrešili nekje, koliko si jaz računam 1890. leta.
Kaj potem naj mi mali, zmanipulirani, brez moči posamezniki, ki smo jezni, ki smo razočarani, kaj naj naredimo? Saj mi živimo v idealni državi za neposredno demokracijo, res. Mehna, komod, kako je to bilo v Feralu, ko prideš v Slovenijo, dnevna soba je na levi strani. To sem v Feralu enkrat objavila. Insna stran, gre za to, da je ta država tako rekoč idealna za neposredno demokracijo in za inicijative, za mini-inicijative. V teh mini-inicijativah se pač počasi pridobiva politično izobraževanje, okus za enakost, okus za solidarnost. To so vrednote, v katerih bi Slovenija bila enostavno idealna za vse možno družbeno eksperimentiranje. In to je problem, da so pač vidimo hlapce na čelu države, ki delajo vse, kar Evropa v nekem trenutku hoče, v drugem pa noče. Ne? In mi smo žrtev toga, s to nesrečno recimo ograjo. Ne? In če bi bili bolj neodvisni, lahko pa so, ker Evropa je razrahljana in to je pa res, se lahko izpelje, bi lahko izvedli vse sorte demokratičnih programov. Ne? Recimo zmanjšanje števila občin, recimo sodelovanje v financiranju, sofinanciranju občine, recimo javna dela, recimo ta neverjetno omrežje knjižnic v Sloveniji, za Boga milega, in kulturnih centrov, ki so neizkoriščeni, ne dovolj izkoriščeni. To so pa prednosti, veste, nek recimo francoski komunist začetka 20. stoletja bi pal v nezavest, ko bi slišal za državo, v kateri je to vse mogoče. Govorimo o možnosti, ki so v klasičnem komunizmu, preden je recimo zmagala ta trda stran oktobrske revolucije, so prav to iskali, pa niso uspeli najti takšne celice, v katerih bi izvajali vse sorte neposredne demokracije. Ne? Torej, sporočilo je, da moramo biti bolj aktivni in se... Sedem knjiga v biblioteka. Okay. Zato smo pa tukaj. Počasi gremo pred koncu. Istomesečniki, roman, ki je šel letos v Sloveniji, je prevod originala iz srčne, ki ste ga napisala že leta 1994, torej med vojno. Govori pa o skupini žensk, ki med divjanjem vojne ustvari neko oazo miru, humanosti, prijateljstva, ljubezni, solidarnosti, zaupanja, take reči, ki v vojni praktično nimajo kaj za početi. Torej, medtem, ko se moški zabavajo s sovraštvom, s pobijanjem, z politiko, z nekim nacionalnimi strastmi, ženske ustvarjajo ta skoraj idilični otok, sicer gre za to za preživetje. Naj povem, čudovito napisano, čudovito branje in neverjetno, mislim, zgodaj ste pogruntali bistvo, mislim, kaj se dogaja in kaj je odgovor, kaj je pravi odgovor. Torej, kar je priporočal seveda v branje, ker tema je ogromna, spet, jaz bi izpostavil samo to, ena od junakin pretipkava, kaže, od glavne junakinja, od pisatelja, ki spet spominja na Dobrico Čosiča, ki sva ga že omenjala, torej ideologa te srpske ekspanzije, mitomana tudi, bi rekel, in predsednika tudi med Miloševićevsko Srbijo in skratka eno teh bogov pisateljskih, ki imajo svoj stil. In zdaj, vi ste ta njegov stil, niste ga imenovali, ampak je jasno prepoznaven in ta stil ste, kako bi rekel, poustvarili. Morali ste brati tiste knjige, ste pač prebrali in ste to potem eno tako versijo zelo zabavno, ampak tudi dost natančno njegovega stila v knjigi pretočili. A je bilo to mučen, težko? Na to sem se navadila že prej in to sem imenovala kot aktivnost, da pač daš glavo v kanto za smeti. To sem že delala prej. In ker sem filologa, filolog je pač posebej naklonjen tekstu in jeziku, sem seveda vse prebrala in potem delala parodijo. In to ni bilo nezabavno in ni bilo tako močno, ker sem se režala ves čas. Ker njegov stil se lahko opiše, v srbščini se lahko opiše kot
neumna primitivnost, ki je seveda državno financirana, lepo preživlja, dobi vse nagrade in vse ostalo, ampak je totalna neumnost, res. Tako da se insistirala na teh delih, zelo pogosto gre za citat. In seveda Sveta Knop, ki je prevala knjigo zelo uspešno, sicer so skupaj delali na tem rokopisu in je ona odlično to prevedla, tako da se nekaj od te neumnosti res prenese v slovenščino tudi. V bistvu imamo 3 knjige v eni knjigi, pa še 2 eseja. Pa še 2 eseja, res je drugi roman, namreč ona tipka roman nacionalnega pisatelja, ki se imenuje Prekuc, ker ga prekucava. In seveda njena prijateljica ponuja tudi verzijo z enim dodatnim R, ampak ta ni sprijeta. In potem pa imamo, to je pač njeno delo, zato dobi nek honorar, ker to gre čez veliko ženska, ne, različnih, tako da se ne ve, kdo pravzaprav to dela, ne. In pa nacionalni pisatelj svojo tajnico in nekdanjo ljubimico, ki je zdaj malce prestara za to, pa je on noče več pomagati, ne. Ona ima raka in umira za rakom in potem on išče novo, ne. To pa pušča, da umre. Tako nekako, no, ona pač to tipka, ker seveda nacionalni pisatelj ne more se ukvarjati s kompjuterji in s temi zadevami. In da bi preživela, duševno mentalno preživela, ona zase piše nekakšen roman, ki je pastiš, ne parodija, ampak pastiš romanov sester Bronte, ki so moje priljubljene angleške pisateljice, 3 sestre, ne, iz revne vikarske družine in vse ostalo, mlade, umrle vse. In one so pa res se dotaknile nečesa popolnoma novega, strasti, emocij, notranjih ambivalentnosti. In ta najmlajša, ki je najmanj znana, tukaj Ann, je recimo napisala roman, v katerem imamo problem moža, ki je soproga, ki je alkoholik, in problem ločitve. To so pa res drugačne teme kot Jane Austen. Tako da zaradi tega se pač ta roman gre, v katerem mlada pisateljica poskuša nekako razkriti identiteto človeka, ki jo ljubi, in pač se na koncu ne ve, kako se bo končal. Zelje in spolnost. Kakšna je zveza med njima? Direktna, to iz antike seveda je popolnoma jasno, da zelje ima izjemne spolne odlike. Sicer antično zelje izgleda popolnoma drugače kot naše moderno, nesodobno zelje. Ima visoko steblo in potem pa mehno glavico. Ampak ne gre za... Namreč, zelje je simbol seksualnosti v tem smislu, da predstavlja nejasno spolnost, ne? In bog Dionis se boji zelja in še danes obstaja pravilo tudi v Sloveniji, da zelje ne gre v vinograd. Ne gre skupaj z trto, ne? In v antiki je tudi nekaj primerov, ko zelje se interpretira kot simbol sterilnosti. Recimo Adonis, Afroditi ljubimec, ko umre, ga postavijo na zelje oziroma na solato, je ena interpretacija, ampak boljša je zelje. Torej, res je povezano s spolnim življenjem, kar izziva sterilnost in izziva plodnost. In na eni strani je dobro zoper pijanstvo, na drugi strani je dobro, da še omogoči več alkohola. Tako da je vse sorte poliseksualnosti so povezane z zeljem in to je zame bilo zelo zanimivo. In potem sem sledila zelje čez srednjeveško obdobje in sodobne čase, kjer zelje na nekih koncih je izrazito ženski simbol, kot v Franciji, da nima, na drugi strani pa je izrazito moški simbol, kot recimo v slovanski mitologiji in tako naprej. In to je bilo zabavno, ker se vse do danes se uporablja. Vse do danes je zelje nekakšna podlaga za seksualnost. Tudi v tem, da recimo bogati jejo klobase, revni pa zelja, ne? In tako naprej. Vse sorte socialno-spolnih razlik se fiksira na zelje, ki je izjemno pomembna hrana in v Sloveniji edina pravzaprav rastlina, ki jo sami proizvajamo, ne uvažamo. Tako da... Dobro, bomo upoštevali v naslednjih prehranjevalnih navadah. Prostodušno priznavate reči, ki jih drugi javne osebnosti sploh
pisatelji, umetniki skrivajo. Med drugim to, da ste revni, pa da ste kradli kot srake. Med balkansko vojno namreč ste imeli z možem v stanovanju veliko ljudi, beguncev in samo eno plačo. In ste si pol pomagali, da ste šli na kakšno polje ali pa obrali kakšne jabolke, ne? Ja, zanima me, če to najbrž drži, ne? Pa kako lahko take stvari tako prostodušno delite s krčnimi Slovenci. Veste kaj, ko sem ja bila študentka, je bila zelo pomembna manifestacija jugoslovanskega pomena, to je bil Beogradski sejem knjig. In mi smo kot svoj šport imeli, da ukrademo čim več knjig. In to se je izvajalo ekipno. Moški, ki so bili zelo izurjeni, so pač kradli knjigi in potem bi prišli do enega od vhodov, kjer so čakale ženske s cegeri in pa v cegeri potem pač na koncu delimo. Res, no, se upravičujem, ampak imela sem zelo dobrega prijatelja, ki nam je dal kurze, kako se kradejo knjige. In je to v filmu Plastični Jezus Lazara Stojanovića tudi ta scena, kako on poučuje, kako se kradejo knjige. Torej, moj odnos do tega pa kraja knjige je nekaj, kar je normalno. Prostite, da to pravim. Da še vedno? Kaj pa, če vaše knjige kradejo? Kar se tiče te situacije, mi smo res od 92. leta smo imeli prijatelji iz Sarajeva, ki je živel pri nas, pa prijatelji iz Dubrovnika, ki je dezerter iz Hrvaške vojske bil, pa še dodatno moja mati, pa še dodatno različni gosti, različne skupine. Enkrat smo imeli skupino prijatelji iz Francije in skupino francoskih študentov, mislim, da jih je bilo 20, nekaj takega. In smo vsi nekako na 70 kvadratov. Da niti ne govorimo o mačkah. Torej, ko si lačen in ko nimaš nobenega denarja, je prva zadeva, da se poskušaš znajti. In smo se mi znašli na ta način, da smo šli, recimo, imeli smo neki prijatelji v Kočevju, oziroma v gozdu, ampak ta cel gozd je izjemno ploden. In smo pač nabirali vse sorte, ne. In ogromno je zapuščenih sadnjakov, zapuščenih dreves, tako da to res ni bil problem. Če smo bili zelo lačni, smo prišli v okolico Ljubljane in kradli koruzo, jabolke, hruške, nekaj takega, ne. Na vrtovih? Ja, ne na vrtovih, ne, na poljih, na tista obrobja, ne. In ob tem seveda smo imeli, jaz sem imela v glavi tudi to, veste, v Grčiji, ko potujete v vinogradih in v sadovnjakih, je zmeraj nekaj na robu, kar se daje pticam in potnikom. In se podrazumeva, da lahko vzameš. Potem smo les, da bi kurili, ne, doma. To smo nekaj dobili, nekaj smo pa sami vzeli. Potem pa smo, imeli smo prijatelj, en od naših prijateljev, ne bom povedala kateri, je bil specialist za krajo dežnikov. Kar pač ni raslo. Ampak njegovo področje delovanja je bil Nuk v Ljubljani narodni. Tako da smo tudi to imeli. Jaz se opravičujem, ampak priznam, te objekte smo pa res kradli in seveda, da ne govorimo o gobah. Takrat ni bilo nobene omejitve. To vsi delamo, samo noben se ne hvala s tem, vsi smo tih. Jaz se ne hvala, če se ne vprašam. Nisem prebral, da je to. Ja, res. Čeprav ste tako rekoč priseljenka, v ta prostor aktivno posegate, poveste, kar vam ni všeč, poveste vse, torej nimate neke distance, kar je spet problem za nekatere in vas najbrž grdo gledajo, tudi stekla so vam razbil na stanovanju v Ljubljani, ker je bilo najbrž posledica tega. Skratka, najbrž gledate nekom zelo na jedro in vam govorijo, da kaj se imaš ti zamešati v naše, a ne, ker nisi naša, to se bomo mi sami, ali ti komentarje, ki prizadanejo, ki vplivajo na vas, kako je s tem? Ne, nasprotno moram priznati, zadnji, kar sem dobila v obraze, me je zelo razveselilo. Vinkova sled,
je hotel nekaj povedati zelo slabega o meni in me potem opisal v svojih erotičnih sanjah. In v njegovih erotičnih sanjah sem jaz dominatrix v črnem usnju, v škornjah in z bičem. Ko imate 70 let in vas nekdo sanja v tej obliki, to je pa absolutno. Torej, nimate težav s tem. Dobro. Ok, še zadnje vprašanje pa vam podal besedo v publiki. To vas moram vprašati. Predvsej kritični ste do naše filozofske zvezde Slavoja Žižka. Lahko malo poveste, kaj v tem? Ja, bom povedala. Bila sem na nekem, srečala sem se na neki konferenciji v Amsterdamu leta 1995, kjer smo govorili o demokraciji, o kulturi in tako naprej, splošne teme, in potem se je Žižek prikazal publiki, v kateri so bili tudi poslanci, nizozemski, kot nekdo, ki je begunec iz Slovenije. Da ima zelo težak položaj, da se mora skrivati in tako naprej. In sploh standardna, žalostna zgodba begunca. In jaz sem potem malce pobesnela, pa sem ga vprašala, če je res, da on v tem trenutku ambasador Slovenije za znanost za cel svet. In je bil. In to me zelo, zelo razbesnelo. Tako da je nas nekaj dni pozneje že bilo na internetu napad name in potem je prišel v Ljubljano in v Mladini imel svoj predbožični intervju, običajni, kjer je me imenoval jugonostalgik in se spraševal, kako to, da sem jaz hotela, da vzamem državljanstvo in zakaj sem ga dobila. To se, oprostite, imenuje v običajnem jeziku denunciacij. Ampak to je pač Žižek, nimamo kaj, ne. To jaz njega vidim kot banalnega mislilca, ki trosi zadeve, ki so na enem koncu pač všečne, potem pa na drugem koncu čist nasprotne, ampak tukaj so všečne, tako da res nimam posebnega odnosa do tega fenomena, ki ga je pravzaprav izmislila slovenska država. Saj so njegove knjige prevajali na ministrstvu in jih ponujali naprej in je potem dobil slavo, ki jo ima, ki se v glavnem, po mojem globokem prepričanju, omejuje na moške z mozolji v obdobju od 14. do 27. leta. Beli. Dobro, hvala lepa. Vidite, kako se zlobno mojega? To je danes moderno. V redu, jaz sem zaključil nekako, pa kdor ima kaj zaprašati, kar izvolite. Nataša, Sedminek. Jaz bi sam, če lahko poveste še kaj o dokumentarcu. Kako je prišlo do sodelovanja, kako ga je bilo snemati? Aha, o dokumentarec, ja. To je ena izjemno talentirana režiserka, Alma Lapajne, ki je prišla do mene s to idejo in z že narejenim scenarijem. In jaz sem se, moram priznati, da sem zelo, zelo imela vse možne dvome in sume, kar mi sploh ni všeč, da nekdo nekaj dela, dokler sem živa. Ampak sem na koncu pristala, kar je res bila izjemno prepričljiva. In potem, ko smo snemali, smo šli v Beograd, smo snemali na nekaterih lokacijah, ki so meni bile znane in drage tudi. In sem v teh, koliko je bilo, 5 dni smo snemali, ne? In sem videla, kakšno neverjetno avtoriteto ta ženska ima. A veste, režiserka, ki ima pod sabo 5 moških. In vsi delajo točno to, kar ona hoče. Tega ekipnega dela pa še nisem videla. Res sem videla režiserke na delu, ker je moj očim bil filmski delavec, ne svobodni filmski delavec in sem ogromno vemo o zgodovini jugoslovanskega filma iz tega aspekta. Nikoli nisem videla takšne avtoritete, takšne moči, ki ona ima. To je pa res bilo tako imenitno, da potem nisem mogla nazaj. Boš pošel. Prvo desno stran pa prvo. Ne, jaz bi pa samo nekaj rekel, se pravi, da so niti začetki fake news. Kdo? Niti.
ustvarjanje mitov. Ne. Niti nimajo nobene zveze z realnostjo itak. Ne nanašajo se na realnost in to popolnoma jasno izhaja iz pripovedja. Ne? To je izmišljena pripoved, to tudi pomeni v grščini. Ne? Tako da ni nobenega dvoma, da mit ne izraža resničnost. In to je ena od racionalističnih zablod evropske civilizacije, da je verjela, da miti govorijo nekaj drugega. Ne govorijo ničesar drugega razen zgodbe. No, hvala, pa sem pa prav razumel, ko ste tako razložila mite pa mitologijo. Ja. Samo en več tic. Ampak ni Aristotel rekel, da je mit resničnejši od zgodovine v poetiki? Ja, zaradi tega, ker je bil racionalist. Točno tako. Je probal v predale umestiti vse, kar pozna, ne? In je bil neverjetno dober učitelj, ne? In je imel ogromno študentov, ki so potem iz njegovih zapiskov tudi izvlekli cele knjige, ki jih on ni napisal sam. Ne? Ampak to je ta tendencija, da se zadeve klasificirajo. Klasificirajo tudi ženske, da so manj človeške od moškega. Bi vprašal v zvezi z neposredno demokracijo predstavitev. Omenili ste eksperiment, bi bil zanimiv za nas. Kaj pa dediščina samoupravljanja? Samoupravljanje v osnovni ideji seveda bilo neposredna demokracija, ampak v praksi vemo, kaj se je zgodilo. Samoupravljanje je pomenilo, da bomo sedeli vsi delavci, zaposleni in da bomo nekaj tam govorili in da bo potem sekretar stranke pač prenesel na vzgor tisto, kar smo mi govorili, kar seveda nima nobene zveze s tem, kar smo govorili. Torej, ja, samoupravljanje je seveda bilo v prvi ideji. V prvi vsebini je bilo točno to, neposredna demokracija. In so mnogi zahodni komunisti, levičari, filozofi naleteli na to zadevo in še danes govorijo o samoupravljanju, o dožestnjo kot o pojmu, ki je res izjemno koristen in ki bi ga lahko še danes uporabljali. Pa recimo, če se spomnite nekega gibanja, ki je bilo izjemno pomembno, ampak je kratko trajalo tako imenovani evrokomunizem. Je tudi imel jugoslovansko samoupravljanje kot osnovno idejo. Sicer jaz ne mislim, da je samoupravljanje v celoti bilo slaba ideja, nasprotno, ampak je v glavnem se je filtriralo čez partijske sloje. A tam je bila neka roka, če se Ljubezen pa študij antike verjetno prinese tudi do ljubezni in najbrž veliko veste tudi o današnji Grčiji. Mene moti, se mi zdi, da imamo polno dezinformacij oziroma, da skoraj nič ne vemo o Grkih in da nekaj pavšalno stresamo o njih. Me zanima vaše mnenje, vaš odnos do Grčije. Meni se zdi ogabno, kako se Evropa obnaša do njih. Res je ogabno. Mi zdaj imamo kar nekaj mlajših, ki tudi govorijo grščino, kot recimo Katja Lichtenwalder, ki piše za Večer in ki objavlja fotografije na Facebooku, je zelo aktivna. To je ženska, ki živi tam in ki odlično pozna situacijo. Njeni komentarji so perfektni. Pa tudi Boštjan Videnšek, ki je prebival na nekaterih otokih in spremlja begunce odličen. Torej, problem z Grčijo je zmeraj bil isti, jezik. Balkan drugače je prostor, v katerem vsak tudi nepismen mora govoriti nekaj jezika, da bi preživel. In v preteklosti so nepismeni ljudje medsebojno komunicirali v različnih jezikih. To je popolnoma nehalo. In seveda naš problem z Grčijo je predvsem bil pravzaprav izdaja, ki so jugoslovanski komunisti izvedli 48. leta. Zaradi tega break-upa za Stalinom so zapustili Grčijo in je Grčija izgubila to državljansko vojno, levičarji so izgubili, drugače bi Grčija bila socialistična država in bi imeli izkušnjo socializma, ki je nikoli niso imeli. In pa ostala je zahodna država, komunistične stranke so bile zmeraj močne v delavskem razredu, imajo svojo zgodovino, ki jo mi nismo spremljali. In ne vemo, kako to izgleda. In posebej pojma nimamo, kako je izgledala diktatura. Koliko ljudi je stradalo, koliko ljudi je ubito, koliko ljudi je preživelo, kako so preživeli. Preživeli so veliko boljše kot jugoslovanski disidenti, moram povedati. Ker so se enostavno umaknili iz življenja in niso dovolili noben kontakt z državo sebi. Nič. In so preživeli. Tako da tudi to, veste, Grki so za razliko od Slovencev in tudi drugih Balkancev
Grki so neverjetno politično aktivni, vsi. Debate o politiki so ves čas, povsod. Vi se usedete v zadnji vasi za mizo in govorite starci, ki vedo, kakšen je sistem samoupravljanja, kakšen je zdravstvena zaščita bila v bivši Jugoslaviji. Vse vedo, ker to so akademije, cele akademije za kavansko mizo. So izjemno aktivni in so izjemno sposobni in izjemno pripravljeni na demonstracije. V Atenah, jaz sem videla situacijo, v kateri so v 2 urah po umoru neke študentke, ki je letke delila naokrog in je nek policaj v kamionu pribil za steno in ubil, kot muho. V 2 urah je na ulicah v Ateni bilo več kot 1 milijon ljudi. Z redarji, z napisi, vse pripravljeno. Torej, to je nekaj, kar česar mi nimamo še. Ta neverjetna aktivnost grška, pozornost, zmerjanje v mnogih časopisih, v morju časopisov. V Atenah je ne vem koliko dnevnikov, ne vem koliko časopisov, vsak izda svojo knjigo tudi. To je čisto drugačna situacija in mi nočemo tega razumeti, ker kontakt, ki ga mi imamo z Grčijo, so maturanti, ki gredo z ladjo pa se napijejo in jejo pice. To je nekako to. Pivo in pice, to je Grčija. In to je katastrofa totalno. Namesto, da bi izkoriščali vsako možnost, da potujemo in vidimo to državo. In seveda najbolj pomembno komunicirati z domačini. To je tisto najbolj pomembno. Moj mož je delal v Grčiji 10-15 let, pravzaprav edini slovenski je imel taka velika izkopavanja akcije v Grčiji in za razliko od njegovih nizozemskih in angleških kolegov so njem Grki domačini povedali vse. Tudi arheološke ostanke, ki jih samo oni poznajo. Ker nečejo povedati Grkom zaradi policije, zaradi tega, ker seveda občasno pa nekaj bodo vzeli s terena. Nočejo se pogovarjati z nizozemci in Angleži, ker ne poznajo jezika in ne vedo, kdo so, ampak Slovencu, ki govori grščino, moj bog, vse je odprto. Mi, ko pridemo v neko vas v tem področju, v tem področju, kjer on dela, to je, ne moreš se osvoboditi, 20 kav spiješ v 1 uri, kar vsak morate častiti s kavo. Po znani obrazi in vse ostalo. Torej, veste, Grki so polni prijateljstva in intimnosti do tujcev, če poznate minimum jezika. To je najbolj pomembno. Ampak tudi, če ne poznate, so zmeraj odprti. Prvo vprašanje, ki vam Grk postavi, kakšno plačo imaš, v kateri stranki si, in take zadeve, to v Sloveniji nezamisljivo, nekaj takega. Torej, ta odprtost in tudi politična odprtost je nekaj, kar bi mi lahko prevzeli od Grkov. In nažalost, seveda, te informacije, ki prihajajo iz Grčke, so grozljive. Obnašanje Evrope do Grčije pa je absolutno najbolj umazana zgodba, ki jo imamo v Evropski skupnosti do zdaj. Razen Katalonijo pred kratkim. Da v celej Evropski skupnosti, komisiji, parlamentu ni ene osebe, ki bi nekaj rekla danes o Kataloniji. To je čisto škandalozno. Ampak nekaj me pa moti tukaj. Ta nacionalizem, ki se je pokazal zdaj glede imena. Mislim, kaj mislite v zvezi s tem? Mislim, res, to je pa malo, bi rekel, neprimerno. Glede česa? Imena Makedonije. Ja, v zvezi z Makedonijo. Zakaj to oni počnejo? Mi ni jasno. Popolnoma jasno. Jaz lahko povem svojo zgodbo in to je od 93. leta pa 14 let. Jaz nisem odhajala v Grčijo. Prej sem bila 2-krat na leto, ker nisem več prenašala grškega nacionalizma. Grški nacionalizem so ga Evropejci pravzaprav izmislili, da Grkom dajo pomembnost, ki jo drugi balkanski narodi, posebej slovanski, nimajo. In potem so Grki zmeraj bili tisti priljubljeni otroci Evrope, čeprav so malce nori, nesposobni za vladavino, pa jim bomo ukinili demokracijo, s katero so začeli, pa jim bomo dali bavarskega kralja in ta kolonializem evropski grozan. Ampak so ugradili to idejo, da so Grki enkratni, najstarejši, najboljši in vse ostalo in so jim ugradili sovraštvo do slovanskih sosedov. In ta popolnoma neumna ideja, da nekdo drug ne more imeti istega imena, ker v Americi imate kakšnih 20 Makedonij. In niti ena ne bo ukinjena. Torej, je popolnoma nora, ampak je del te kolonialne
desnega režima v Grčiji, ki je bil zmeraj močan, grškega nacizma, ki tudi ni naivna zadeva, on se izbriše, ko pomislimo, da v Grčiji druga svetovna vojna se začela leta 40 in se končala leta 49, Oni so pa res trpeli, kar se tega tiče. Ampak to še zmeraj ne pomeni, In potem je prišlo tisto zelo dobro obdobje 81. leta, ko je Papandreou prevzel oblast in prvi dokumenti njegove stranke PASOK so bili, da Slavo-Makedonci imajo vse pravice. In Albanci imajo vse pravice. In kar naenkrat se je odprlo to vprašanje drugega v Grčiji, je trajalo nekaj let, potem je Papandreou zaradi svoje slabe politike in neuspehov drugačnih videl, da njegov diskurs enakosti in solidarnosti in vsega ne gre več, da mora nekaj drugega in je pač si prisvojil nacionalizem in potem je to bil konec tudi socialistične stranke v Grčiji. In ko je on začel z nacionalizmom, je zadeva šla k vragu. Potem je pa prišlo preveč enostavno sprejemanje Grčije v Evropsko skupnost, 83. leta res, brez ičesar, kar tako. In potem seveda desnica v Grčiji je zmeraj delala na istem. In to je popolna odvisnost od Zahoda in od Amerike, ves čas. Tako da so Grki v enem trenutku šli iz NATO-ja, pa so se potem vrnili v NATO. Borba za izhod iz NATO je kot politični cilj trajala v Grčiji 25 let. So se borili za to, da gredo ven. Če nič drugega, te ameriške vojne baze so šle. Tako da je to zelo nesrečna zgodovina in to novo uvajanje nacionalizma v politične cilje, ki pokaže, da vojna v Jugoslaviji in to, kar se je dogajalo, ni zadeva, ki je udarila samo socialistične, posocialistične države, pa tudi pravo kapitalistično državo Grčijo, popolnoma ista zadeva. Tako da je Grčija seveda bila na strani Srbije ves čas, tisti, ki so bili za Sarajevo, so bili manjšina in ostalo. In v tej situaciji je razumljivo. Na drugi strani pa makedonska politika, če ste bili v Skopju, če ste videli, kako izgleda, to je katastrofa totalna. To je pa res groza. In sami Makedonci, mnogi Makedonci ne mislijo, da je to dobro. Sploh ne, in so antinacionalisti. Ampak tukaj je še svetovna politika in pravzaprav je Makedonija danes za grško desnico pred volitvami, edina rešitev za to je, da insistirajo na Makedoniji. Tako kot naši nabegunci, ki jih sploh ni. Dobro, še kakšno vprašanje? Verjetno poznate situacijo na Hrvaškem. Kaj mislite, a se nam lahko kaj takega zgodi, kot se zdaj dogaja na Hrvaškem v zvezi z Istanbulsko konvencijo? In sploh? Ja, seveda. S tem, da mi nimamo takih militantnih skupin, ki za sabo imajo tako imenovane zasluge za domovinsko vojno. Tega mi nimamo, ampak jih lahko ustvarimo. Tako da to ni problem. Pravzaprav šele pred nekaj dni nazaj sem končno zastopala, zakaj gre. Zakaj tolika strasti nastala. Ta blizanec, ki je preživel v Poljski. Polovica odpara pošasti. Je izjavil, zakaj v Poljskoj morajo imeti zakon, po katerem vsak embrion se mora roditi. Tudi poškodovan, tudi če je ženska posiljena, tudi če se obeta kratko življenje. Torej, mora, ni druge. Zakaj? In on je to zelo enostavno prostaški na svoj način pojasnil. O tem cerkev ne govori preveč, ampak on je to pojasnil. Zaradi tega, ker vsak, ki se rodi, mora dobiti ime in mora biti opisan kot krščan. Nič drugega. Torej, ena duša več, verjetno tudi mati, ki bi umrla skupaj, ni problem, še ena. Torej, število duš. Naši v katoliški cerkvi ne govorijo o tem. Še zmeraj se držijo po strani, kar se tega tiče, ampak v osnovi je samo ta algebra in nič drugega. Katoliške cerkve. Torej, vsaka država, ki ima katoliško cerkev, lahko doživi Hrvaško. Kaj pa skrb za generacijsko solidarnost? Slovenci jadrajo, kako se staramo, kako je malo, pa ne pustijo novih
Ja, seveda, ker veste, to je pač, govorimo o skupini, ki nima posebej občutka za logiko. Na eni strani tista gospa, ki je specialistka za potice, a ne govori o tem, da vsaka posiljena ženska mora roditi. Tudi če jo posili begunec, je folklora, da na vsakem vogalu zdaj trenutno v Sloveniji nekdo posiljuje. Nek begunec posiljuje neko Slovenka. Torej, na eni strani imamo to, na drugi pa imamo te ideje, da pač klasična družina sploh ne obstaja. Zgodovinsko komaj 200 leti, ne več. Ampak klasična družina, v kateri nekakšen monstrum od babice in dedka lahko prevzame otroka. Mislim, to so grozljive ideje, to, kar se tukaj pripoveduje o možnosti družina, ne, in napad na vse, ki so drugačnih spolnosti in tako naprej. To gre vse v isti ceger, ne. Ampak problem je pa res ta, kako se ne zavedajo, da bi tujci na zelo pravzaprav ogaben način, ko bi prišli begunci, bi izpolnili ogromno servisov, za katere Slovenci nimajo ne kadra, ne volje. Recimo skrb za starejše, recimo, koliko Slovenk gre vsak dan v Trst negovati starce. Seveda, točno to, ampak doma pa ne bomo črnca sprejeli, da nam pospravlja hiša, ne, to je to nekako. Čeprav mu ne bomo dali ničesa boljšega, kot da pospravlja hiša. Ja, to je pa seveda, ta hinavščina je nelogična. Gospa Svetlana, zdaj imam pa še eno vprašanje, sem imel že nekaj časa v glavi, nerazumevanje jezika. Toliko sem hodil v šolo, mislim, da vemo, da grščina, albanščina pa baskovski jezik so popolnoma nesorodni in nerazumljivi. Da tudi potem mi njihovih problemov ne poznamo, če nismo insideri. Ali se pa motim? Ne, veste kaj, to pa je problem nacionalne države, ki seveda neguje en jezik po možnosti, ne? Čeprav so države, ki negujejo tudi dva ali več jezikov, kot recimo Finska, Danska, skandinavske države imajo več enako uradnih jezikov. Bivša Jugoslavija, da naj vas spomnim, imela 17 enako veljavnih uradnih jezikov. In se je vseh teh jezikov prevajalo v parlamentu, čeprav parlament ni bil demokratičen, ampak se je prevajalo. Tako da, moj stari oče je bil iz Slavonije, to so Srbi iz Slavonije, ki so jih potem Nemci prepeljali v Beograd, ko so ustaši začeli pobijati, je imel osnovno šolo in je poznal madžarščino, nemščino, italijanščino, slovaščino, ruščino, rusinov, ne Rusov, ampak rusinov, judovski jezik, urbani, torej jidiš, in poznali ciganščino oziroma romščino. 7 jezikov, na pol pismen človek. Zaradi tega, ker je pač prodajal prvo konje, potem pa čevlje, potem pa hišo, je bil trgovec, ne? In je moral komunicirati z vsemi. Tako kot na jugu Srbije ogromno ljudi, ki poznajo makedonščino, albanščino, pa še turščino, če je le možno, ne? Tako da, kar se tega tiče, jezik sploh ni problem. In ko vi pravite, da madžarščina in albanščina in recimo srbščina nimajo nobenih skupnih odlik. Seveda, madžarščina ne, ampak se zelo lahko uči. In v Novem Sadu... Ja, veste kaj, v Novem Sadu se govori res 17 jezikov. In to ni problem, če je to praksa, ne? Če brez tega ne morete živeti. Še kako se naučiti. Albanščina je indoevropski jezik. Mi je žal, tako kot je slovenščina, tako da res ni, ne vem, kako tuja zadeva. Še zadnje? Lahko še eno mitološko vprašanje. Aha. Ja. Kaj mislite, če ne bi bilo teh militantnih stricev, a bi se lahko Jugoslavija lepo organsko razvijala naprej in ali bi bilo to dobro? Vse to je bila moja ideja, ko sem se včlanila v stranko, ki se imenovala Transnacionalna radikalna stranka in vodja je bil Marko Pannella. To je bila italijanska. Cicciolina je bila
Pozneje čičarka. Po meni je bila čičarka. Jaz sem se včlanila v to stranko, kar se mi je zdelo, da je to res prava pot. In so cilji stranke bili popolnoma jasni. Socialna enakost, enakost pred zakonom in pomoč, solidarnost, pomoč, ki jo ponuja država čez svoje organe. Ne filantropija, ampak država. To so bili neki osnovni cilji in spoštovanje vseh manjšin in vseh jezikov. To je bila dobra stranka, ampak je izginila. Drugo, jaz sem popolnoma prepričana, da če se ne bi lokalni vladarji odločili po Titu, da bi vsak zauzel svoj prostor, da je bilo možno nekaj narediti, ker Ante Markovič, če se spomnite, je dobil ogromno denarja. In je s tem uspel, da dinar že spet postane normalna valuta. In eno leto smo res imeli dinar, ki je nekaj veljal. Torej, ta politika je že bila na mizi, ampak ni bilo šanse, da se Ante Markovič vključi v katerokoli skupino, ki je že obstajala. Nacionalisti so že imeli orožje, posebej v Bosni in Hercegovini, in en element, ki mislim, da je zelo pomemben za padec Jugoslavije, to je, da je v Jugoslaviji bilo preveč medijev. Ne samo vsako mesto, vsaka vas, vsaka občina, ampak vsaka fabrika je imela svoj list, v katerem so seveda bili standardni članki, ki jih je diktirala partija in vse ostalo, ampak je bilo ogromno zaposlenih ljudi. Ko se je Jugoslavija začela vidno razpadati na lokalno, je tem ljudem bilo jasno, da morajo najti nove pozicije, ker to ne bo več funkcioniralo. In so se seveda na vse načine poskušali prilizovati nacionalni skupini, v kateri so živeli. In je nastala medijska vojna, ki je bila grozljiva, popolnoma kaotična, brez pravil in brez vsega, res je bila grozljiva in ta je pač ljudi pripravljala emotivno, kot vsaka Goebbelsovska propaganda, pripravljala, kot se danes dogaja, Nova 24 TV in ostalo, pripravljala do emotivnega stanja, v kateri nekdo drug je kriv in ga je treba preventivno napasti, da bi se rešili. Ta preventivni napad je izvedla Srbija, seveda, ampak tudi ostali so bili že dobro pripravljeni na to. Dobro. Spomnil sem se, da ima komentar na Žižka. Kakšne so šele njegove fantazije? Se on jih prodaja za denar, v čem je problem? Še načrti za prihodnost. Prebral sem lani v Bukli seznam knjig, ko smo se prej pogovarjala, je nekako polovica tega že realizirana, sam se pokušila. V sodelovanju z vašimi nekdanjimi študentkami knjiga o antiki na filmu, pa o popotnicah na Balkanu, ki je že šla, Rod in Balkan. Druga in tretja knjiga, antične mitologije, druga je tudi že šla? Ne, druga še ni šla, poskušam nekako prepričati urednika, da bi morali. To so špehi, to je 670 strani. To so špehi, enako je prva. Knjiga političnih esejev, knjiga esejev o političnem gledališču, novi roman. Je že šel? Kako so? Šola za delikatne ljubimce. Sem se spustila totalno v sentimentalnost. In erotiko upam. Ne toliko. Knjiga je pač dostojna. Knjiga o mačkah? Ta je že pripravljena, čaka založnika. Knjiga potopisov iz Grčije? Ta je tudi pripravljena, dala sem jo založniku, pričakujem odgovor. Iščete režiserja za dramo Kosovski mit? Sem našla Bosanko, ki bo to režirala, samo da zdaj moramo v Beogradu, ampak moramo najti denar. Dramo ste tudi napisali, ne? Ja, drama je napisana 4 leta nazaj po naročilu iz Sarajeva, ampak potem so rekli, da je malce preveč tako politično in... Namreč, veste, po kosovski bitki je, ko so vsi moški pravzaprav umrli v bitki, so ostale ženske in 13 let je v Srbiji vladarka bila vdova od Lazarja, ki je bila seveda nuna v Črnem. In njena pomočnica je bila druga nuna, ki je prišla k njej prijateljice. 2 ženski sta vladali Srbijo, v Srbiji, 13 let, dokler mladi Stefan Lazarević ni postal polnoleten.
In potem celotna politika te družine, vse hčerke so bile poročene z vladarji naokrog, bolgarskim, hrvaškim, ogarskim, bosanskim, zetskim, bizanskim, povsod. In ko je po bitki Milica, vdova, to je njeno civilno ime, je dala svojo hčerko Olivero Bajazitu, turškem sultanu. In to je prava ljubezen. Ena dva sta se imela rada, moj bog. In potem je imela zaščito Bizanca, te države Ismailitov in vseh ostalih, zavezništvo povsod. In je potem Stefan Lazarević, ko je postal polnoletan, postal zaveznik, hotel imeti celske grofe, pa je z njim imel zvezo, pa z Ogri, pa Bizantinci, pa z Bajazitom, vse so bili prijatelji in zavezniki. In je on je hotel neko ruševino, kjer se srečata Sava in Donava, obnoviti in je naredil sodobni, prelepi srednjeveški Beograd. Vse glavne trdnjava na Kalemegdanu ima ostanke in je uporabljal tudi gotske elemente. Človek je verjetno poznal latinščino, hotel imeti zveze z Mletki oziroma Benečani. Je res bil čisto drugačen tip vladarja kot drugi. In to je res tih 13 let nobenih ne spominja v srpski zgodovini. Nočejo slišati za dve ženski. Ki sta ob tem tudi prinesle novi kult svete Petke za ženske, ki so ostale same. In svetnica Petka ima hčerko, Nedeljo, sveto Nedeljo, ampak se ne ve, kdo je oče. Primerja, rojevajte, izberite si kogarkoli, samo da preživimo. Torej, popolnoma drugačen svet in jaz v njem pišem in seveda malce pretiravam. Stefan Lazarević ima ljubimca, ki je Albanec. Škoda, da pa ima sina včera. Nadaljujemo. Iščete režiserja za glasbeno dramo Enciklopedija mrtvih po Danilu Kišu? Ja. To še ni realizirano? Ne, to je popolnoma končano, ampak nimamo producenta oziroma gledališča. Pišete 2 nova romana? Ja. Pa pripravljate materiale za zgodovinsko antropološko študijo o volni? Ja, to je skoraj sprejeto. A se še kaj izkušnja? Ja, opero 2 leti. Sem napisala opero, ki je zabavna in je v 2 sezonah bila polna sala v mejhni sali operi v Ljubljani in to je Julka in Janez in govori o feministki iz Vojvodine Julki Hlapec-Đorđević, ki je prva doktorantka sociologije na Dunajski univerzi in je v 30 letih pač se dopisuje, to je njen roman, eno dopisovanje, se dopisuje svojim dečkom iz mladosti, iz Dunaja, ki je ljubljanski zdravnik v tem trenutku v zelo katoliški družini in na njem izpituje svojo feministično teorijo o seksualni etiki. In pač se končuje, pač afera se nadaljuje in se končuje s tem, da nesrečni zdravnik sedi na bohinjski železniški postaji in premišljuje, kako bi naredil samomor. In jaz sem režiserju in skladatelju, ki sta recimo 2-krat mlajša od mene, pač povedala, da se v romanu ne vidi, ali samo res ubije ali pa ne, ampak potem je režiser rekel, mora umreti. In smo ga ubili. Svetlana, hvala lepa, ker ste danes prišli, ker ste nas zabavili in povedali tudi kaj resnega in tragičnega. Hvala, ker ste taki kot ste, ostanite še naprej taki in hvala, ker ste v Sloveniji. Hvala.